V Ravnikar galeriji se predstavljam s serijo Pred ogledalom. V tej seriji se ukvarjam z ravnotežjem slike. Ne zanima me naprej predvidena slika. Delam spontano, racionalno, ko ena stvar nima smisla, se usmerim v drugo in spet nadaljujem na drugi točki in se vrnem nazaj k sliki, ko je čas za to, ko vidim rešitev. Trenutno se ukvarjam s tem, da dojemam svoje zrisane šablone kot zaveso. Se pravi, da ustvarjam stvari, preden jih vidim. Se pravi, ta zavesa in ta stik platna ni vidna. In v bistvu iščem občutke in predvidevam, kaj se bo zgodilo. Ali je dobro, ali je slabo. Nikoli ne vem, kaj bom ven dobila, kaj se bo zares v sami sliki zgodilo. Tako da v bistvu vse skupaj gre pa po tem principu, da delam spontano, da ne načrtujem in da vsako stvar, ki se zgodi, jo probam naprej speljati do te mere, dokler nisem zadovoljna in dokler ni stvar zame uravnotežena. Kako gradim sliko, se večkrat sprašujem in si vedno odgovorim nekako, da vsak matematičen zapis mora biti uravnotežen. Se pravi, koren 4 je 2, se pravi, je uravnotežen, samo napis ni uravnotežen, se pravi, a ne? Ena stran je več, druga stran je manj na videz, ampak je enako. In to, kako vidim sliko, jo vidim samo jaz, da je v tem uravnotežju. Upam pa, da tako dojema tudi gledalec, da na sliki ga stvari ne motijo, ampak išče v sliki neko svojo pot, neke svoje zanimivosti, da dobi občutek enega delčka sebe, da najde v sebi nekaj, kar ga spodbudi v sami sliki, no. Nekako samo slikarstvo pri meni se je vedno dogajalo v teh sivih tonih. Nikoli se nisem ukvarjala z barvo. Nekako kot človek se mi zdi, da sem rajši nekje prisotna, ampak ne v ospredju. Zato mi je mogoče blizu, so mi blizu te sivi toni. Se mi zdi, da itak v gmoto bele barve dam in rumeno in rdečo in modro, črno. Tako da nekako kar rata, zdaj po barvi se ne obremenjujem. Vse, kar pri mešanju barve hočem začutiti ta prav ton, ki ga iščem. In ko se mešanje konča, se pravi, začnem nanašati čim debelejše plasti, ker se mi zdi, da to daje ta občutek, da bi človek prijel, pa veš, da ne boš, ampak jo začutiš, kaj se je zgodilo, če zares na sami sliki. Ta hrapavost, to je tisto, kar mogoče določen tip ljudi zanima. Nekoga zanima samo sloji, čisti sloji. Ne vem, kaj spodbudi v ljudeh pogled na sliko.
Kot otrok sem pomagala očetu pri sestavljanju reliefa in smo že takrat delali matrico iz folije. Vsaka stotinka folije je sestavljala celoto in je prišel relief ven. In to je moj oče delal, mi otroci smo pa pomagali. Tako da v bistvu, ko sem začela na faksu razmišljati o svoji slikarski poti, sem razmišljala, kako bi to uporabila, ker smo imeli doma in stroj in folije, kako bi nekako začutila povezanost s samim slikarstvom. In nekako na faksu sem se začela ukvarjati z stopnišči. In temu stopnišču sem hotela dodati teksturo materialnosti stopnišča. In nekako sem razvila en del slikarstva, je šel v samo to stopnišče. Ta drugi del, ki sem ga pa delala zraven, je bila pa tekstura tal. In nekako se mi je zdelo zanimivo, spoznavala sem, kako vse lahko uporabljam folijo. Potem nastale so slike, potem pa nekako se je moja slikarska pot ustavila za nekaj let. In potem, ko sem se vrnila pred diplomo spet slikati, sem razmišljala, da ne moram nadaljevati tam, kjer sem končala, ampak da moram najti neko svojo novo pot, kjer bom našla neko igro in, kako bi rekla, da bom našla nekaj dolgotrajnega, ki vidim, da se lahko igram več kot samo s teksturo tal. Se tudi tekstura tal se da razvijati na vse možne načine, ampak je čisto zares nisem čutila, da jo lahko nadaljujem tam, kjer sem končala. Tako da nekako so mi čipke prišle čisto spontano, nekako sem jo zagrabila takoj, ko se mi je zdelo, da so čipke del mojega življenja. Kot otrok sem jih opazila, zdaj jih opazim, spodbujale so me na vse možne, spremljale so me na vse možne načine. Tako da moja prva zamisel je bila, da so čipke del mojega spomina, da jih tako vidim, da iz mene izvabijo neke stare spomine. Ampak potem nekako sem začela razvijati, mogoče, ker se jaz sama spreminjam, se spreminja tudi odnos do čipke. Trenutno se nočem ubadati s preteklostjo zavestno, ker živim zdaj in v bistvu sem spremenila odnos do te moje čipke in zdaj jo vidim kot mrežo, ki se spreminja dnevno ali pa v dnevu pridejo stvari, ki se zgodijo. Se pravi, moja mreža ne more biti vedno enaka, ker pridejo stvari, ki niso napovedane. In v bistvu zdaj trenutno vidim to čipko kot moje življenje. Jaz verjamem v to, da če si zvest samemu sebi in če te zanimajo stvari, ki so del tebe, boš vedno našel nove in nove stvari. In na ta način se moja igra do materiala vedno nadaljuje. Tudi če se ustavi, se odpre nekaj drugega. Tudi če mi zmanjka materiala, takšnega, kot sem navajena, najdem vedno v ateljeju možnost za nekaj novega. Mogoče se to ne opazi, ampak jaz vem, da se je zgodilo in da lahko gradim na tisti novi stvari spet novo igro. V bistvu si izrišem v programu čipke. Pri izrisu moram biti zelo pazljiva, da predvidim to, da ko bom
folijo dala dol, da se ne bo potrgala. Se pravi, ne sme imeti mrtvih kotov, mora biti čim bolj zaobljena oblika. No? Tako da v bistvu čisto vsak delček šablone ali ga popravim, ga pogledam, vsak detalj je pomemben med samim izrisom. Potem pa, ko si naberem materiala, grem do svojega partnerja, ki ima to mašino, in zdaj si sama dam tudi to zrezati. Pomemben pri izrezu je, da je pravilen pritisk na tisto folijo, ki jo uporabljam. Zdaj, folije so različne, tudi to je pomemben, katero folijo zberem. Za majhne detajle nikakor ne smem druge kot samo ene. Tako da v bistvu sem pri vseh procesih zraven in jih razumem in vem, zakaj moram kaj narediti. Ni vseeno, pri samem izrisu ni vseeno od folije, pač vse ima nek postopek, ki ga moramo upoštevati. Potem pa jaz to prinesem domov v svoj atelje in nekako se začne vse z musko. Iščem, dokler ne najdem ta pravega občutka in potem začnem plastiti. Zdaj, to se sliši, da to naredim eno za drugim, ampak ker delam z oljem, moram vsako plast posebej počakati, da se posuši, kar mi daje v bistvu čas, da razmislim, kaj vse bi se lahko zgodilo na sliki. Predvidevam, ampak to moje predvidevanje je samo čas o razmišljanju. Mislim, mi daje čas, da razmišljam, ampak na koncu v zadnji sekundi spomnim, kaj bom, kako bom, vse postavim lahko na glavo. Tako, ne obremenjujem se s temi mislimi, ki so bila v preteklosti, ampak se probam prepustiti temu zadnjemu trenutku, preden nanesem barvo. Nekako slike kar obesim v svojem ateljeju in jih gledam in jih obračam, na kar probam z eksperimenti. Mislim, ta slika je nastala po nekem čist klasičnem mojem delu, postopku. Probala sem narediti nekaj brez distance. In te dve debeli plasti brez distance se mi zdijo pomembne za mogoče naslednji proces dela, da mogoče spet probam kaj brez te moje distance in da jaz ne vidim, kaj se spodaj dogaja. Mi je bilo pač kot eksperiment všeč. Ampak kljub temu, da sem naredila ta eksperiment, sem na koncu jo končala z to svojo šablono in z distanco, tako da končana je. Samo vmesni postopki so malo bolj drzni. Se mi zdi ta distanca, ki dam folijo gor, da se ne obremenjujem, a bo lepo se razlila barva, ampak delam, da sem pred ekspresionistično sliko in da je važna poteza. Na ta način se sprostim. In sem sproščena do trenutka, ko ne pomislim, da je treba dati folijo dol. Ponavadi ne delam na prozorno folijo, tako da sploh ne vem, kaj se dogaja spodaj. In lovim ta občutek prihodnosti, no, kako naj rečem. Se ujamem v triku, da nisem ne v sedanjosti, ne v prihodnosti. Tako da ne vem, počakam, da vse naredim in primem plast in jo počasi pa previdno dam dol.